Državni zbor je sprejel odločitev o tem, da podpira organizacijo univerzijade in vlada, tudi če bi danes menila drugače, spričo dejstva, da smo se iz konjunkture preselili v recesijo, sama drugačne odločitve ne more sprejeti. Zato sem predlagal, in to je bilo sprejeto, da organizacijski odbor čim prej pripravi finančno konstrukcijo, v kateri mora biti zelo natančno definiran delež države, in nagibam se k temu, da bi to finančno konstrukcijo dali v presojo državnemu zboru, in če bo državni zbor znova presodil, da je to sprejemljivo, potem bo vlada prevzela tudi svoj del odgovornosti. V sedanji konstrukciji je vrednost projekta 304 milijone evrov, dolžnost države sicer v taki močni finančni konstrukciji zgolj 15 milijonov evrov, kar je tudi sicer pomemben zalogaj, vendar pa seveda mene kot po dolžnosti predsednika organizacijskega odbora skrbi, ali bi to razliko med 304 milijoni in 15 milijoni evrov res lahko pokrili vsi drugi veri, kot si upajo zagotavljati organizatorji. Preden to ne bo razčiščeno, je verjetno težko prevzeti dokončno odločitev. Vsekakor mislim, da je prav, da leto dni kasneje, ko je državni zbor sprejel sklep, da je naklonjen univerzijadi, ponovno presodi finančno konstrukcijo, presodi, ali je glede na spremenjene okoliščine ta konstrukcija upravičena in da, to je zame kot predsednika vlade ključno, pove, kolikšen bo delež države v temu projektu. Čisti računi, dobri prijatelji. Okay? Hvala lepa. Danes so se v prostorih mestne občine Maribor zbrali vsi trije župani, ki so povezani z univerzijado, ki naj bi potekala v Mariboru. Obiskal pa jih je tudi predsednik vlade, gospod Borut Pahor. Dogovarjali so se o financah, ki zadevajo univerzijado, kaj so se dogovorili, v bistvu spet nič. Na še daljši rok so se zavezali o postavitvi novega finančnega plana. Gospod Kangler je prišel malo nevoljen, gospod Pahor pa je zadovoljen odvihral nazaj v Ljubljano.